bila sem skozi kar dosti tak inovativen človek, pa tudi sem hodila po svetu kar dosti z odprtimi očmi, da sem pač mal opazovala, mal gledala, kako stvari potekajo in nekako sem dobila idejo, da manjkajo termosteklenice, ki bi bile pač res ful enostavne za uporabo v športu. Se pravi, da kot nek bidon, ne pa kot klasična termoka, ko ti naliješ v tisti pokrovček in piješ. In to se mi je zdelo, da manjka in iz tega sem izhajala. In nekako sem dobila neko vezo z dobavitelji. Sama sem nekako, bila sem na Japonskem, videla sem te opice snowmanke, ki se kopajo v teh naravnih vrelcih. Nekako sem dobila idejo toplo-hladno in dobila sem idejo za ime. Malo se mi je posrečilo, da sem prišla do nekih dobaviteljev in potem sem jaz to ful počasi začela. To je bilo, 200 flašk, tako smo štartali in tako nekako se je pa začelo. Moj uspeh z Mitjo Segajem. S polnimi padci, predvsem pa izkušnje. To je Večerov podcast o dragocenih lekcijah. Za posel, za življenje. Lepo pozdravljeni v novi epizodi Večerovega podcasta Moj uspeh. Jaz sem Mitja Segaj in vabim vas, da se na podcast naročite, ga delite tudi svojim prijateljem, znancem, seveda tudi všečkate in nas ocenite. Danes je z nami Ana Drev, nekdanja smučarka, danes podjetnica, ustanoviteljica blagovne znamke Snowmanke. Zdravo, Ana. Ja, zdravo. Dolgo sva se lovila za to srečanje. Vrejo, da poveva se mi zdi, ker želim malo navezati seveda na tvojo nekdanjo kariero športno. Se mi zdi, da bi tudi trajalo tako čez celo zimo, verjetno, da bi se uspela zdaj nekje spomladi ujeti. To je podobno, se ti zdaj sezona v poslu počasi spomladi malce zaključuje in potem spet jeseni dvigne. So tu kakšne vzporednice, kot je bilo nekoč? Ja, v bistvu ja, no. Bom rekla, da sicer se mi narava posla in pa vse časovnice malo spreminjajo, ampak ko sem pa začela, bilo pa res ful podobno, ker smo imeli s temi termokami zimsko sezono in je bilo praktično isto, potem je nekje upadlo aprila oziroma marca, aprila in nekako sem prej hodila na počitnice aprila in potem zdaj isto, tako da, ampak ja, zdaj, ko se pač mal posel veča, vse skupaj je pa tudi mal ta dinamika mal drugačna in je tudi na pomlad kar dosti dela. Super. Pogrešaš kaj smučanje? Pogrešam sneg, pogrešam, bom rekla, naravo, smučanje zase, ne pogrešam pa toliko tekmovanja, oziroma ga ne, no. Ampak verjamem pa, da je recimo bila tvoja športna kariera tako pomembna popotnica zdaj glede na tvojo podjetniško pot, ne? Kaj vse ti je dala, predstavljam si, da to neka vztrajnost, disciplina, boš ti povedala, ampak kaj vse je bilo tisto recimo leta nekega drila, ki ga lahko zdaj s pridom izkoriščaš tudi na svoji podjetniški poti? Ja, zagotovo je bilo ful veliko stvari, ki sem jih pač lahko potegala naprej iz športa. Bilo je tudi dosti stvari, za katere sem bila prikrajšana, pa jih nisem znala, ko sem šla v to nov posel. Tukaj bom rekla, da so bile prednosti in slabosti. Jaz sem bila res zelo neizkušena, ko sem šla v posel, ampak po drugi strani pa mi ni nikoli bilo problem več delati za vikende, imeti take malo bolj, bom rekla, klasične startupovske urnike. In to pa sem res kar potegala naprej iz kariere športnice. Pa sta sicer recimo šport pa posel kakorkoli primerljiva. Ti zdaj že po 7 letih podjetja, ne? Dobro poznaš po moje poslovno okolje, kje so tiste vzporednice, kaj je res mogoče podobno, kje je neka dinamika ali kar, ne vem. Ja, če primerjam z nekim startupom, je v bistvu, bom rekla, ogromno truda vložiš v šport, ogromno je enih, bom rekla, od urnikov do, neka dinamika je zelo podobna s samim športom. Je pa tako, da bom rekla, da je šport bolj nepredvidljiv, v smislu tega, da te res
v alpskem smučanju, kot te utrofi do konca in je konc. In tako bom rekla, ko prije poškodba, ti načrtuješ, delaš, nekaj ima za sabo neko obdobje priprav in potem prije trenutek in je konec. Tega pač bom rekla, da nisem doživela v sami podjetniški karieri. Tudi so vzponi in padci, ampak nič se pa ne zgodi čez noč. Teda tukaj bom rekla, da je psihološko ful težko. To v športu, kar iz dneva v dan to doživeti. Medtem ko pa vseeno v poslu je pa, bom rekla, mogoče neke mal bolj dolgotrajne spremembe, ki se bodo tudi stresne. In tudi bom rekla, da ko nekaj gre navzdol na neko daljše obdobje, potem tudi lahko pusti določene psihološke posledice. Tako da ja, so neke vzporednice, so pa tudi ene stvari, ki so pač precej drugačne. Ful se mi zdi to zanimivo, ker podjetniki, startuperji ponavadi vedno rečejo, da je to taka vožnja z roller coasterjem. Res ne, tebi, po mojem ravno zato, ker si bila v tak adrenalinskem, nepredvidljivem športu, se zdaj zdi podjetništvo mogoče zato malo manj bumpy ali, kako bi rekel, tak nepredvidljivo, ker ponavadi kar veljano. In verjamem, da so tudi tvoji poslovni izzivi in pač poslovni izzivi ekipe, podjetja, kar divje, ampak verjetno z tvoje perspektive je to zdaj res bolj blago, kot je bilo prej vsa leta. Ja, mogoče res, ja. Vse, kakor sem rekla, pač v športu se imaš ti neke časovnice, pa smernice, pa cilje, pa vse, ampak včasih se pa res to hitro vse zgodi, da ti kar ne moreš predelati pač tega, da si dejansko, ne vem, delal 8 mesecev in se potem poškodoval in je pač zdaj konec, zdaj si pa doma, v posli. In tako bom rekla, da pač iz vidika adrenalina, pa teh nekih vzponov in padcev sem res marsikaj doživela v športu in ful velikokrat me kdo vpraša, a ti je bilo težje v športu ali ti je težje v poslu. Tako se mi zdi, da je to tako vprašanje, ki ful ljudi zanima, ampak mogoče bi celo rekla, da mi je bilo težje v športu. Čeprav je pač bila to tudi neka strast, pa je itak verjetno to živiš, ampak vsako je huje. Jaz mogoče sem se celo napačno izrazila, da mi je bilo težje. Mogoče se mi je zdelo težje biti dober, pa uspešen. Mogoče sem se mal napačno izrazila, ampak vseeno se mi zdi, da je res toliko faktorjev, ki se ti mora poklopiti v športu, se ti mora v poslu seveda tudi, ampak vseeno tam se ti pa mogoče eden ne zloži, pa je res čez konec. Super se mi zdi ta istočnica, da si dober, najboljši, pa to ne vem. A tu v poslu se meriš s kom, s čim, ne vem, a rečete zdaj pa snowmanki, pa mora, ne vem, nažgati konkurenco, ali tudi tekmujete? Ne. Jaz bi tako rekla, da moja podjetniška pot, jaz mislim, da je ful zanimiva, oziroma meni je zanimivo, da sem se tukaj znašla, ker to nikoli ni bila moja želja. Jaz nikoli nisem rekla, jaz bi želela biti podjetnica, to je zdaj, ne vem, rada bi imela podjetje, rada bi delala tok prometa, ono drugo, mislim, kakor dostakrat slišim od koga, da mu je bila to ful neka življenjska želja, Tega jaz nikoli nisem imela, Meni se je zdelo, da moja življenjska želja je bila biti dobra športnica, nikoli pa ne zdaj neka uspešna, dobra podjetnica in da sem se tukaj malo znašla po nekem spletu okoliščin. In tudi nimam zdaj občutka, mogoče tudi zaradi tega, ker pač to ni bila nikoli moja ful velika želja, da zdaj imam neke ogromne cilje, kaj moram doseči, kaj moram, In pa ne, da sem zdaj tukaj jaz nek pasiven potnik, nisem, ampak vseeno mogoče si malo obremenjena zaradi tega, ker ni bilo, ker si nisi sama nekih pričakovanj. Ja, mislim, sej itak imaš neko, bom rekla, neko odgovornost do podjetja, pa do zaposlenih, pa do tega, kaj delaš, To je definitivno, ampak vseeno pa zdaj pa moram to narediti, zdaj bi pa rada čez 2 leti imela to, zdaj pa to, mislim, tako nimam tega, tako se mi zdi, da sem glede teh nekih ciljev in moje poti dost neobremenjena v poslu. Super. Kaj pa ti si verjetno razmišljala o kaj po koncu kariere, a si imela neko vizijo sebe v prihodnosti kot upokojene športnice? Ja, zdaj, moja želja je bila, da dokončam študij, pa ga nisem. Sem še vedno absolvent. To še čas, verjetno. Ja, zdaj res ne vem. Bolj kot se to leta grejo,
manj sem prepričana, da se bo to zgodilo, ampak kot prvi cilj sem imela dokončanje študija in potem sem vmes začela s Snowmonkeyjem, ki je pač dejansko 2 leti stagniral. Jaz te prvi 2 leti, mislim, ne da je stagniral, ampak zelo počasi se je razvijal. Ja. Razvijalo se zelo počasi, ker nekako nismo imeli nekega, pač nasplošno, bom rekla, jaz nisem imela znanja, tudi moj partner, ki je pač v tem noter, tudi ni bil nek, bom rekla, dolgoletni poslovnež, da bi nekako se je nekaj dogajalo, ampak bom rekla, premalo za nek startup, no, to je le fajn, da pač je on zagon, svež, da pač, ko se nekaj zgodi, da se pol začne odvijati, ne. In jaz sem takrat še tekmovala in potem po karieri sem pa šla v to, ne, in jaz sem malo razmišljala, kaj bi počela, pa vedela sem, da ne smem zdaj iti iz danes na jutr v končanje kariere, ker pač po moje to ni glih fajn, no. Mora se malo prepraviti v glavi in vmes je pa še ta ideja za te, bila sem skozi nekaj kar dosti tak inovativen človek, pa tudi sem hodila po svetu kar dosti z odprtimi očmi, da sem pač malo opazovala, malo gledala, kako stvari potekajo in nekako sem dobila idejo, da manjkajo termosteklenice, ki bi bile pač res ful enostavne za uporabo v športu. Se pravi, da kot nek bidon, ne pa kot klasična termoka, ko ti naliješ v tisti pokrovček in piješ. In to se mi je zdelo, da manjka in iz tega sem izhajala. In nekako sem dobila neko vezo z dobavitelji. Sama sem nekako, bila sem na Japonskem, videla sem te opice Snowmonkey, ki se kopajo v teh naravnih vrelcih, nekako sem dobila idejo toplo-hladno in dobila sem idejo za ime, malo se mi je posrečilo, da sem prišla do nekih dobaviteljev in potem sem jaz to ful počasi začela, to je bilo, ne vem, 200 flaška, ne, tako smo štartali in tako nekako se je pa začelo. Meni se vedno pač, ko sem prebral to tvojo zgodbo, kadarkoli pa zasledim, seveda ja, pa potreba, pa ugotovila sem, da tega nisem. Je zdelo tako neverjetno, da dejansko tega ni bilo na trgu in da ste športniki to pogrešali, ampak fascinantno, ja, trg je potrdil to pravilnost te tvoje odločitve in to ugotovitev, da dejansko tega ni bilo. Ne? To je zdaj v sponu. A je danes krajina kaj drugačna? Kakšna je danes konkurenca? Ja, ful je večja. Ko sem jaz takrat začela, ko sem začela o tem razmišljati, tega res ni bilo pri nas. Bilo je par podjetij v Ameriki, ki so delali podobne stvari, ampak v Evropi trg sploh ni bil zasičen. In zdaj bom rekla, da je precej bolj zasičen, ta ameriška podjetja so prišla vsa v Evropo, teda konkurence je kar dost in se je, bom rekla, v zadnjih 5 letih ful spremenilo tukaj. No. Tudi se mi mogoče zdi, da smo mi še ujeli nek vlak, da smo prišli na trg v nekem času, ko še ni bil toliko zasičen. Da je Snowmonkey zdaj brand, za katerega pač marsikdo že ve in ve, da bo to recimo prva izbira, ko bo izbiral flaško termo. Ja, mogoče smo se nekako pozicionirali že in tudi se mi zdi, da imajo ljudje zaupanje, ker imamo že neko kilometrino. Tudi kar se tiče cele podpore uporabnikom, pa tega imamo ful nekako, bom rekla, prijazen customer support in nekako vse se mi zdi, da vse neke težave, pa kar pride, rešujemo nekako na nek pozitiven način. Nismo nekdo, ki pač bi širil slabo voljo, če se le dano. Torej, poprodaja predvsem je tudi pomembna, verjetno pač, čeprav razumem, najprej prideva še do tega, kako naslavljati kupce, ampak tudi ta poprodaja, če je kaj narobe, pravzaprav to je verjetno pomembno. Ja, seveda. Rekla sva, v bistvu s partnerjem Luko Ajnikom sta leta 2017 ustanovila podjetje, on je ekonomist sicer, ne, tudi alpinist, tako da to verjetno vam bilo obema skupno, da sta nekako te potrebe iz nekih lastnih potreb sama izhajala, verjetno. Ja, res je, ja. Meni to ful pomaga, da je on ekonomist, no. Kako se zdaj dopolnjujeta? Ja, on ima bolj finance, čestno, jaz tukaj ful nisem dobra. Ti pa ideje. Ja, bom tako rekla, da imam nek bolj kreativni del, pa nek product development je bolj namerno, ampak kar se pa teh financ tiče, pa to pa sem jaz ful slabo o tem, no, tako da sem ful vesela, da pač odlično. Da smo v bistvu začela to dva, ker pač jaz sama ne bi zmogla tega.
Se pravi, da startupov vedno morajo biti pač trije, nekdo, ki zna narediti, pa nekdo, ki zna prodati, pa nekdo, ki rešuje finance. Ne? Ja, pri nas ni bilo tistega, ki bi znal prodati na začetku, ne. Znali ste narediti, pa nekako ste finance prištane. Zdaj, finance, ki smo seveda omenila, da je trg to prepoznal, ja, morda med tem še to, a zdaj tvoje nekdanje, pa danes športnice tekmovalke v svetovnem pokalu tudi uporabljajo Snowman, ki v bistvu ste prisotni tudi v tem tekmovalnem športu. Ja, smo prisotni, ker takrat, ko sem jaz to naredila, so tudi druge imele isto potrebo, da to manjka. Tudi to mi je bil že en znak, da pač imam nekako prav, da res tega ni. Zdaj smo pa opremljevalci slovenske smučarske reprezentance, teda preko tega itak vsi smučari uporabljajo, pa tudi se mi zdi, da sem kar nekako uspela razširiti med neke druge športnike, ker sej v bistvu ni sam za smučanje, tudi je v bistvu zelo široko namensko, ja. In sicer, ja. Prideva do tega mogoče še prej, samo finance, da je trg res potrdil to, zdi se mi, da izjemno dobro pač poslujete. Leta 2023 ste skoraj podvojili prihodke iz leta 2022, lani potem skoraj podvojili prihodke iz leta 2023. Kakšno je letošnje leto? Fajn. Ja. Ker se mi zdi, da ti praviš vedno novembra se sezona začne, to se pravi za vas ta boljši del leta še prihaja, čeprav razum letošnjega. Jaz sem tako rekla, da se je nam ful obrnilo v zadnjem času. Mi smo v bistvu postali podjetje, ki ima celoletno prodajo. Kar je super, verjetno. Ja, si kar je predstavljam, ful da je manj fajn, stresno, kot pa da moraš na sezono računati. Ja, res je. Sicer pač še vedno bo glavnina prometa november, december, zaradi tega, ker takrat v bistvu podjetje kupuje za poslovna darila, ljudje kupujemo za božična darila, ker je to nekako, bom rekla, neko darilo, ki ima nek rang, ki si ga veliko ljudi lahko prevošči, nekje od 30 do 40 evrov. Teda glavnina je še vedno takrat, ampak mi smo zelo uspešno dodali poletno sezono. Pač prvi 2 leti smo nekako funkcionirali samo kot, da smo se kot na marketinškem področju orientirali samo na zimo in pa na toplo pijačo. Zdaj smo pa nekako uspeli to tudi preusmeriti, da pač je fajn, če imaš poletje ohlajeno svežo pijačo in tudi poletna sezona je kar dosti močna. In tudi bom rekla, da podjetja ne kupujejo več sam darila november, december, ampak če imajo kakršnekoli dogodke tekom leta, se to uporabijo oziroma od nas jemljajo, tako da se tudi že nekje po prvi polovici leta nekje vidi pač približno, no, kak situacija v podjetju gre. Super. In letos je še rast. Ja, jaz mislim, da je to sicer bi mogla to To bi Luka vedel. Ja. Jaz res ful nisem človek, ki bi sedem prešteval pa tam kalkuliral, ampak... Super, če ti ni treba pomagati, si lahko manj obremenjena še s tem. Pa ja, pa ful mi ni fajn to, no. Teda, ja, ampak vseeno, pač mal pa že vem, no, tako da tu pa tam tudi jaz kaj vprašam. Tako da ja, mislim, da je kar ok leto, no, in bom rekla, da mogoče nekako v zadnjih letih rastemo, pa tudi, bom rekla, da nekako v neki taki dobri smeri delujemo na marketinškem področju, da probamo pač nekako rast, ne pa zdaj, da ne vem, hočemo v enem letu zdaj totalno zavzeti in pa 5-kratno povečati podjetje. Da je ta rast verjetno čim bolj organska. No, da ni pač ja, to, ja. Pa tudi tako se mi zdi, da ne, mislim, mi dva nismo več sama v podjetju, več, ko je zaposlenih, pač manj tudi na tebi. In pa tudi se mi zdi ful pomembno, pač s kom sodeluješ. Meni se zdi, da smo pač v zadnjem letu ful velik oziroma par fajn ljudi spoznala, ki nam pač res pomagajo v poslu in to se mi zdi tudi ključno, da se obdaš z nekimi ljudmi, ki pač vejo več kot ti na določenih področjih in so v bistvu lahko bolj uspešni tam, kot pa bi bil ti sam. So to na nek način za vajni mentori, recimo? Ja, tudi imamo take v podjetju, ki nama res ful pomaga, ki imajo večletne izkušnje s podobnim poslom in je ful fajno, da v bistvu ne da ni tako, da bi mogel ti zdaj za vsako stvar iti sam na tist let pa pariti, ne? Ampak da v bistvu da ti je kaj malo prizanešeno. Se še identificirate kot startup? Kaj pa vem, nisem o tem razmišljala. No, ste tako agilni še, kot ste bili prvi dan ali že manj verjetno? Mi smo ful agilni.
tudi če vseeno. Tako se mi zdi, da se ful hitro vsi obrnemo, da se res karkoli želimo narediti. Mislim, najtežji je, bom rekla, product development, pač razvoj produkta. To vedno ful traja. To je v bistvu en del, ko ga pač tudi jaz prej nisem vedela, ampak mi razvijamo določene stvari po 2-3 leta. Pač res nekaj, kar bomo dali danes ven, ali pa to leto smo razvijali 2 leti, recimo, ne vem, nov zamašek razvijamo že 3 leta. In so pač res stvari, ki ful trajajo, ampak to ni odvisno od nas. Ja, zakaj torej traja? Ne vem, ti imaš verjetno idejo, pol pa je to treba verjetno tehnično izrisati, ne vem, malo nam mogoče oriši, da si znamo bolj predstavljati, v bistvu, zakaj res se en zamašek lahko razvija 2-3 leta. Ja, zdaj tako je, da ti moraš narediti zamašek, ki je potem dejansko izvedljiv. In ti moraš narisati, nekdo nariše vse detajle, kako bi to izgledalo, da bo pač zamašek lep, da bo pasal na snowmanki flaško, da bo vse izgledalo vizualno v redu. In potem mora v sodelovanju z nekim inženirjem to nastajati, da on potrjuje, da je to mogoče, da se ta kalup lahko naredi, da se potem zamašek ulije. A ta zamašek seveda ne sme točiti, mora biti vse pač pravilno izvedeno. In potem pač mi to razvijamo, delamo, potem pa damo dobavitelju, da to naredi in potem kljub temu, da mi mislimo, da se bo to lahko naredilo, on reče, da se to ne da. Leta 2025 se zgodi še, da se nekaj ne da narediti? Ja, se zgodi. Očitno imamo mi pač previsoke zahteve. Okay. Ne, ampak res včasih pač si nekaj zamisliš, ko bi vizualno najboljši spadlo in potem se ta zamašek ne da razkolupiti. Orodje, v katerega se pač vliva plastika, se mora pač na več strani razkolupiti. In potem se pač mi z njimi bockamo za tiste neke milimetre, kako se bo to odprlo in kaj bomo naredili. In res pač včasih gre res počaseno in je bom rekla, na sami flaški je ključnega pomena zamašek, gre za samo funkcionalnost. Tudi konc koncev je tak dizajnerski dodatek, hkrati je pa to res dost mali, ampak težek del za narediti. In tukaj imamo mi kar izzive. In to je pač en del, ki poteka počasi v podjetju, medtem ko za vse ostale stvari, kar se tiče marketinga, ostalo se pa res ful hitro obrnemo. Super. Do marketinga še prideva, dava se še za trenutek pri proizvodnji, pa to vaša proizvodnja poteka na Kitajskem. Odločili ste, zaradi po moje termolastnosti je vse iz nerjavečega jekla, ali kako? Ja, tako je. V bistvu malo več nam mogoče to pove čist o izdelku. Naša termoka je narejena iz nerjavečega jekla, iz visokokakovostnega nerjavečega jekla. To je enak material kot kuhinjske posode, te najbolj kvalitetne. Se pravi, da ne rjavi, ne prenaša okusov, je zelo kvaliteten material. In proizvodnja nerjavečega jekla je samo na Kitajskem. Vakuumsko izoliranega, se pravi, da je dvojna stena, med tema dvema stenama je ujet zrak in ta zrak naredi temperaturno izolacijo. Se pravi, in nikjer drugje, če je katerakoli druga firma, ki proizvaja termosteklenice, je narejena v istem okrožju, kot je narejena naša flaška. Tam pač je vse je tam skoncentrirano in mi nimamo druge opcije, da bi kjerkoli drugje delali. Jaz sem si želela delati v Evropi ali pa najprej sem mislila, vse to delajo v Sloveniji. Iluzorno. Sam pač to je bilo res iluzorno, res. Jaz sem tudi ful presenečena na tem, pač nad nivojem naše tovarne, ker je res tak vse ful lepo čisto, tako rekla, na nekem takem kar nivoju. In tudi nisem si predstavljala, da je proces proizvodnje flaške tako dolg, koliko je mašin, da ti dobiš ven flaško, od tega, da se upogne nerjaveče jeklo, ki nima šivov, ki ima dvojno steno, da se zvari spodnji del, da se stene stikajo, da potem se ujame vakuum. Skratka, ful je enih dolg proces je, da prije pol na koncu ven flaška. Super zanimivo. Kako prideš danes, oziroma podjetniki pravijo, da je dokaj lahko priti do partnerja na Kitajskem, ne vem, je bilo za vaju enostavno takrat in kaj zdaj to terja? Vem, da hodiš na Kitajsko, tudi letos si sta verjetno že bila.
kako pogosto je to nujno in kaj je pač ključno za vzdrževanje tega odnosa, no? In kako sploh prideš do partnerja na Kitajskem? Mi dva smo po nekem srečnem naključju prišli do enega partnerja, do enega proizvajalca, ki smo ga zdaj med tem po 2 letih zamenjali. In v bistvu smo začeli delati z enim podjetjem, ki je bilo zelo mlado, ki se je v bistvu, mislim, da ustanovila 2019. In so zelo hitro rastoče podjetja in zelo dosti delajo na inovacijah in tudi oni sami imajo blagovno znamko, ki prodaja na Kitajskem, oziroma mislim, da več blagovnih znamk. In mi dva smo nekje enkrat letno gremo tja, da nekako mogoče malo zaradi negovanja odnosov, malo zaradi reševanja ključnih stvari, ki jih pač moramo porihtati. In tudi letos imamo namen poletiti zaradi teh 2 zamaškov, ki delujemo že 3 leta. In nekako bom rekla, da jaz sem bila ful presenečena nad Kitajsko, no, pozitivno. Pač, da je od odnosa do vsega, no, mislim, bom rekla, da imamo nek dober poslovni odnos. In nobenih resnejših problemov v tem času, ali ste morali kdaj vdariti po mizi pa reči, ne vem, to treba nujno spremeniti, urgirati? Ja, ne, z njim imamo v bistvu večne borbe, bom rekla. En tak divji odnos je. Ampak niso tako, bom rekla, tako grozne, da bi jih ne bi mogli premostiti, ampak v bistvu tako je, da mi smo ful, bom rekla, občutljivi na kakovost in res pač mi probamo vse, imamo od inšpekcij tam, ker pač preden gre naša roba na ladjo, mi sami plačamo inšpekcijo zunanjo, da oni še enkrat vse pregledajo, kljub temu, da mi imamo v pogodbah, to se mora zgoditi, ne. Ampak vseeno še to naredimo, ne, ker bom rekla, taka masa se tega tam obrne, da pač ne vem, daj se zgodi, da enostavno ne pustijo flaške za dovolj dolgo v peči in je težava z logotipom. Potem je enkrat nekaj drugega. Se pravi, res konstantno so težave, ki jih rešujemo. Ne? To je pač res proces, ne? In nikoli ni, da bi rekla, vse prije brezhibno. Ta dotisk, ki pa se dogaja, se pa potem zgodi tukaj, si predstavljam. Ne, večinoma na Kitajskem, imamo pa tudi, v bistvu, mi imamo nekaj flašk, nek procent flašk, da bi brez logotipa, da smo pol tudi imamo manevrski prostor za, ne vem, neka večja naročila, ki pa ne želijo imeti snovanki logotipa. Sploh brez niti vašega, ne? Ja, v bistvu naš logotip je vedno na zamašku in pa na dnu flaške, ampak tudi neki manjši procent omogočamo pač za brez. Ta dva nova zamaška napovedujeta tudi že nove produkte ali boste samo, ne vem, dizajn kaj spremenili? Ne, v bistvu spremenili bomo dizajn, v bistvu na vseh flaškah spremenimo dizajn zamaška. Glede samih produktov pa, mislim, dodajamo nove, pa pride tudi v kratkem še neke nove stvari, ampak niso vezane na ta zamašek. To je bilo moje naslednje vprašanje. Seveda, vi ste kar razširili paleto izdelkov. To se pravi, z začetnega 1, 2, ne vem, ste zdaj na koliko izdelkih. Zakaj? In koliko je tu še možno držati nek fokus, ostajate na tem ali boste se na trgu pač pomerili, pa boste videli, ok, nekaj ostaja, nekaj gre, nekaj druga pride, ne vem, koliko je zdaj teh izdelkov v bistvu. Mi zelo pazimo, kaj dajemo oziroma kakav asortiman dajemo v našo blagovno znamko, ker pač ne bi rada, da bi zdaj prodali vse povprek. Tako da mi se večinoma držimo nekega bom rekla, okvira termoizdelkov, imamo termosteklenice, imamo termotorbe, imamo termoposode, imamo termolončke, bolj ostajamo v tem segmentu. To nam je tudi nek fokus in pa tisto, kar pač mora ostati tisto našo, bom rekla, osrčje pač tega naše blagovne znamke. Zdaj, pač vedno je dosti idej, kako bi lahko še to razširili, in tudi hkrati se mi zdi fajn, da pač imamo več izdelkov, ker je, rekla, imeti 1 pa 2 izdelka je zelo težko, mislim, če je stranka zadovoljna s termoflaško, bo mogoče tudi s termoposodo, in tako se mi zdi, da tukaj hočemo obstoječim strankam
pač ponuditi še kaj več. Ste pa izhajali, mislim, ste preverili prej na trgu, kaj bi bili še izdelki, ki bi bili zanimivi ali pa po katerih je povpraševanje potreba? Ja, jaz skozi, moja naloga je, da sem da sem seznanjena s tem, kaj se dogaja, ne, in tukaj res poskušam pač maksimalno slediti v tej smeri, kaj se dogaja na trgu, kaj bi pasalo k naši blagovni znamki, in tak na koncu bom tak rekla, da imam že kar tisti občutek, a bo nekaj šlo ali ne. No. Aha, super. Ja. Če bi se zdaj zgodilo, da res nekaj ne bi šlo, lahko umaknete mirno. Ste že kaj umaknili? Ne, dejansko nismo umaknili, ampak bom rekla, da zelo previdno vstopamo z novimi produkti, da nikoli ne naročimo v prvi fazi preveč. Ne. Tudi recimo, ko pol dobimo, pa ko nam v bistvu razprodamo v 2 mesecih, pač se je ful fajn, da razprodaš, ampak res smo šli previdno v to in smo naročili najprej manj. Tako da tak je nek naš ta princip, da nikoli ne gremo, zdaj bom rekla, v zelo velike naklade takoj. Imate za vsak izdelek potem neko kalkulacijo, verjetno tudi kdaj se mora že poplačati, po koliko prodanih kosih, recimo investicija v razvoj, v oblikovanje, verjetno zmerite kaj, ne? Ja, poskušamo, ja. Sicer je pač to res, kar bom rekla, ni še enkrat rekla, da to ni to, kar jaz delam, ampak vem pa, da se pač more, ja. In mi v prvi fazi res probamo nekako pokriti neke stroške, ko pač pride do neke utečene prodaje, pač sigurno si pol je želja, da pač imaš nekaj od tega. Super. Kak je zdaj ta pipeline za naprej, ti pa to imaš verjetno, ker snuješ nove ideje, a to imaš izdelano za naslednji 2-3 leta, že veš, ker vendarle praviš, da je to nek sporedni svet, nekaj, kar je zdaj na trgu in nekaj, kar je v razvoju in prihaja na trg. Dokot gre zdaj ta vaš pipeline v bistvu? Razvojni predvsem me zanima. Ja, zdaj, tako bom rekla, da manjši, ko smo bili, bolj smo delali vse na nek horuk, da bo pač prije hitro k nam. Zdaj, večje, ko si, več imaš časa, oziroma tudi jaz sem malo več časa, da si lahko nekako neke časovnice, da daljše časovno obdobje postavim. Recimo, tisto, kar bo prišlo ven letos jeseni, sem jaz razvijala lani oktobra ali pa novembra ali pa tak nekje, ne, se pravi nekje, zdaj imamo nekje 1 leto naprej neko časovnico. Hkrati pa vem približno, kaj bi pač mi delali čez 2 leti, ne, tako da neke okvire imam za naprej, ampak ja, vse se ful prej dogaja, teda meni se ti meseci čist se mi zdi, da so se pomešali, ker včasih delam pa nek summer edition, takrat, ko je sneg zunaj, ne. In se mi zdi, da pač skozi živimo v nekih takih mesecih, ki se pač sporednih, ne, ker razmišljaš vedno za neko... Ja, res ful za naprej razmišljaš, ampak je pa res, da bolj, ko si pripravljen, bolj, ko si strukturiran, pač ful je boljš delati, pa bolj si uspešen. In to uspevaš v bistvu biti? Ja, pač v zadnjem času, ker imam pač manj dela, ker nas je več, to uspevam, ampak je pa res ful opažam, no, da je da neka struktura pa nek sistem, pač več kot je tega, ne, pač boljše. Je nujno. Koliko je zdaj ekipa velika? Trenutno nas je 6. Ste zrasli. Imamo pa tudi še kar nekaj zunanjih sodelavcev, ki pač projektno pomagajo. Zdaj predstavljam si seveda razvoj, oblikovanje, ta vizija, finance, ampak predvsem pa verjetno tudi marketinški del, tak je tu najbolj pomemben. Kako nagovarjate, kako izbirate kanale, kako ste izdelali, ne vem, prodajni lijak, recimo, da spravite kupce k sebi, kak ti postopki potekajo? Si v to kaj vpletena? Ja, v bistvu, ko smo štartala, sem bila sama za vse, ne, tako da je v bistvu, bom rekla, zaradi tega, ker ta del meni ful ne gre, pa moja tudi nam ni šlo. Aha, na začetku ni šlo. Ja, mislim, tako bom rekla, da več marketing je en del, ko meni ni blizu osebno, no. Bom rekla, da obstajajo ful boljši, no, ki to delajo. Nekako, imela sem občutek,
nekako sem gradila Snowmonkey, pač ta neka estetika, pa nekaj, kar gre čez, nekaj, kar jaz želim, pa nekaj, kar jaz ne želim, nekaj, kar pač ne more Snowmonkey biti, pa nekaj, kar nočem, da je. Tukaj sem jaz neke smernice vzpostavila, tudi glede samega marketinga, ampak kar se tiče pa same, mislim, in tudi še zdaj, v bistvu ta kreativni del, kaj, ne vem, od video, do slik, do vsega, kaj bomo pač, to predvsem delam jaz, ne. Ampak potem to pospeševanje, pa te kanale, tega pa ne delam jaz. Zato, ker pač nisem tako dobro v tem, drugi so boljši. Pa tudi res mi je težko, se mi zdi, da mi je ful težko gledati, pa določati, kaj bomo kje oglaševali, da je ta del preveč si jemljem k srcu in si pač s tem ful obremenjena, ne? In se mi zdi, da boljš, da nimaš vsega, no. Kje pa najdete večino kupcev? Kako pridete do njih? Ker danes si predstavljam, vlagati treba za vsakega kupca. Ne? Ja, res je. Pač te kalkulacije obstajajo, veste verjetno koliko pač je treba vložiti za vsak prodani izdelek, ampak kje vi najlažje pridete do njih? Ali so to danes družbena omrežja, ali je to, ne vem, ali peljete neke svoje bolj organske kampanje, ali delate kaj z influencerji, mikroinfluencerji, kje najlažje pridete v bistvu do kupcev? V bistvu imamo vse te kanale, kar si zdaj omenil, nekako pokrivamo, ker bom rekla, da tukaj obstajata verjetno dva profila podjetja, eden, ki pač gradi brand, ali pa eden, ki pač prodaja oziroma preprodaja neko, mislim, spletne trgovine, ki pač nekaj preprodajajo. In tukaj se mi zdi, da ta razvoj gre precej počasneje, če imaš ti nek brand in ga gradiš, ne. Mi smo začeli, bom rekla, jaz sama sem začela s tem, da sem flaško športnikom podarila, pa da so potem oni malo širili to vest. Imeli smo ful srečo, ker nas je nekaj trgovin, takih kar dobrih, zelo hitro vzelo. In smo dobili neko potrditev, da pač lahko prijemo v trgovine. To so bile bolj specializirane ali večji trgovci? Ja, v bistvu bom rekla neke te, bom rekla športne trgovine, kot so Kibuba. Outdoor. Outdoor trgovine. Tukaj smo se takoj pozicionirali. In potem smo pač počasi začeli spletno oglaševati, ne. Bom rekla, mogoče prej ne toliko prodajni oglasi, mogoče malo bolj branding, mogoče tako malo z roko v roki vse skupaj, no. In ko smo pač bili na nekem nivoju, da smo si mi lahko malo več tega oglaševanja privoščili, smo pač potem šli v malo bolj agresivno spletno oglaševanje, od mikroinfluencerjev do makroinfluencerjev, tudi zdaj pa z nekaterimi delamo, ne pa toliko, no. Bom rekla, da mi smo se dosti organsko razširili, ne. Se mi zdi, da ljudem je bil Snowmonkey brand nekako simpatičen, bil jim je všeč in tudi bom rekla, da je flaška stvar, ki se zelo neusiljivo lahko pojavi povsod, ne. Zdaj ne rabiš ti, mislim, nekje se nekdo pojavi z flaško v roki, ne. In to se mi zdi zelo tak, bom rekla, neusiljiv branding, ne. In se mi zdi, da smo se zelo neusiljivo začeli pojavljati in se je potem nekako začela organsko širiti ta naša zgodba. Tudi, ne vem, tak sem dobila občutek, da jim je ime Snowmonkey všeč, nekako tako se ga dosti ljudi je vzelo to blagovno znamko za svojo in je potem tudi lažje šel nek glas naprej, ne. Ampak zdaj pač mislim, ne moreš pa sam na tem graditi, ne. Mi moramo pač vlagati v kakšne oglase, ne vem, na radiju, ne vem, razni banerji, pač vse skupaj, meni se zdi, da pač moramo celostno zajeti trg, ne, z vseh strani. Ampak ta sam branding, tudi, da niso oglasi samo prodajni, tudi na tem delamo zelo veliko. Nagovarjate verjetno vse starostne skupine? Ja, večinoma. Niste za ozko usmerjeni? Ne, nismo tako ozko usmerjeni. Tudi se mi zdi, da smo kar dobro nagovorili neke mlajše generacije, tudi delamo na TikToku, tako da super. Smo kar, ja. V kolikšni meri se ti zdi, da si ti, recimo, vendarle si ti nek brand tudi, ali pa bila vsaj kakorkoli pripomogla tudi k temu prodajnemu delu, recimo. Zagotovo, gledaj, si mogoče referenca za marsikoga, da bo nekdo rekel, gledaj, ne bi, ne vem, Ana Drev zastavila svojega imena za nekaj, kar ni v redu, recimo, ali pa ne vem, predvsem tisti mogoče, ki te poznajo, pa vejo, da želiš neko perfekcijo, v kolikšni meri ste to, daj se ukvarjali s tem, je to sploh mogoče zmeriti? Ja, ne vem, v neki meri zagotovo je bila to pomoč, da sem jaz nekako malo naredila nek preboj s Snowmonkeyjem.
Je pa res, da pač jaz sem se v tej zgodbi minimalno izpostavljala. Res... Namerno ali pač je bilo čisto slučajno, ti si pač začela biznis razvijati? Ne, v bistvu jaz sem človek, ki pač ni rad v ospredju, nisem jaz rada obraz nečesa, to meni ni blizano, ta pojavnost, kljub temu, da sem pač bila športnica. Bila si izpostavljena, ja. Ampak vseeno pač, ker sem bila preko športa izpostavljena, je pač to bila neka posledica nekih rezultatov, ni pa to nekako moje primarno okolje, kjer bi bilo meni ful fajn in kjer bi se jaz ful našla. In tudi, ko sem jaz začela graditi blagovno znamko, sem šla parkrat preko sebe, pa sem se mogla bolj izpostaviti, ampak nisem pa jaz nekdo, ki bi začel se kazati na oglasih, ne vem, v prvih letih, karkoli. Jaz sem se zelo veliko ljudi ni vedelo, da jaz stojim za tema. In tako bi rekla, da se mi to zdi mogoče eden večjih uspehov, da Snowmonkey ni zgrajen samo na mojem imenu, oziroma da je zelo mali del bil zgrajen. Ker se mi zdi, da se ne, da imam jaz namen prodati to blagovno znamko zdaj ali pa karkoli, ampak ne vem, jaz lahko dokaj enostavno izstopim iz te zgodbe. In pa ne, da jaz o tem razmišljam, ampak tako manj, kot sem jaz upletena, da to sloni na mojem imenu, pa da sem izpostavljena laže, bi se to zgodilo. Ampak se pravim, tudi nekako je to šlo z roko v roki s tem, da pač jaz se ne rada da to jaz v osnovi nisem. Pri vseh stvareh ful težko grem preko sebe, pa da sem jaz v neki stvari to, kar nisem. In tudi zaradi tega se mi zdi, da pač da se mi je bilo težko izpostaviti, oziroma da se pač izpostavim po neki potrebi, oziroma tu pa tam. Kadar se meni zdi ok, kadar se še jaz počutim ok. Zdaj, ker si že omenila, seveda je, vsaj ko govorimo o startupih, mogoče neki exit na koncu, nek normalen cikl, ampak vi dva torej o tem še ne razmišljate v bistvu. Ne. Mislim, meni se zdi, da se mi zdi, da pač mi je zdaj v poslu lažje, kot mi je bilo 3 leta nazaj, zaradi tega, ker sem pač lahko dobila neke sodelavce, ker sem lahko neke stvari spustila in se mi v tem trenutku res zdi fajn, mislim, mi se imamo fajn, meni je to fajn delati in nimam neke potrebe, da bi zdaj, ne počutim se totalno zasičena, da bi pač mogla delati, mislim, sej ful delam, ampak še vseeno pač nekako čutim, da imam nek čas, ko pač lahko še kaj drugega naredim. Nekaj ameriškega, kakega konkurenta, ki bi vas prevzel ponudbe, še ni bilo, torej ne. Še jaz mislim, da to, kakor sem malo spremljala, se mi zdi, da pač vseeno moraš biti malo večje, če pač želiš se dobro prodati. Dobro, pa se rastete, s časom lahko tudi to prijazite. Vi kakve zunanje investicije že iskali, ali sta vidva bolj bootstrapala v bistvu? Ja, v bistvu, bolj bootstrapping. V bistvu, jaz sem tako, da takrat, ko se je vzpostavljal Snowmonkey, ko se je to gradilo, se pravi 2017, moja najboljša leta v smučanju so bila 2015-2018, se pa tudi finančno sem v tem času največ dobila in jaz sem pač vse, kar sem takrat zaslužila, oziroma vse, pač ful veliko sem vložila v to. Se pravi, jaz sem pač tukaj noter je bilo ful veliko mojega osebnega vložka in ker pač nabave, pa tega, kar sva midva štartala, ne bi ti mogel začeti s 5,000 evri, to je tako res, si res rabu. Zaloge so to. Ja, točno to, kar bremeni, verjetno. Ter v bistvu se je vse začelo to kolo premikati s tem, da sem pač takrat ta moj denar, ki sem ga zaslužila v smučanje, vložila. Super. Ker smo proizvodno prej že omenjala in ker smo že predno smo vključili kamere in mikrofone, govorila o tem, da ste opolzeli, to se mi zdi vendarle pomembno, da tudi našim gledalcem, slušateljem povemo, ne nazadnje, ker ste na pogorišču, žal seveda tamkajšnje nekdanje tekstilne tovarne, ki je zdaj tudi neki tovarne Nogavic, ki je v neki drugi lasti, pa seveda tudi po nekih drugih modelih posluje, ampak vendarle praviš, da je tam zdaj neka nova podjetniška aktivnost v tem okolju, ampak verjetno ni realnih možnosti, da bi pa proizvodnja kadarkoli kljub velikim prostorom, ki polzeli so na voljo, prišla v Slovenijo. Ja, jaz res dvomim, ker je to res tako ustroj, to so res taka tehnologija, da
prostori so, no, mislim, da še tukaj, kje smo mi zdaj v teh prostori bivše tovarne Nogavic Polzela, prostori so je še nekaj praznega, ampak vseeno mislim, da je to res preveč kompleksno, da bi mi lahko predstavili sem. Mogoče, da bi lahko predstavili kak komponente v smislu zamaška, ne vem, zamaški iz reciklirane plastike ali karkoli, tudi zdaj pač prav razvijamo zamašek iz reciklirane plastike. Tudi to se mi zdi mogoče kdaj opcija, da bi se kaj s kom povezali, ampak zato glavno, kar je pač nerjaveče jeklo, je pa res trenutno ne vidim opcije. Ko govorimo o nerjavečem jeklu, je to kaj recikliranega? Ne, je to možno sploh uporabljati reciklirano? Ja, mislim, da je. Tudi mislim, zdaj smo tudi v pogovorih, če bi lahko šli v to in tudi je opcija. Ja. Je pa tudi res, da tudi to jeklo, ki ga pač mi uporabljamo, se lahko zdaj ponovno reciklira. Zdaj ga že možno. Ja. Okay. Super, ker se mi vendar zdi, da ta trajnost pač ful je pomembna. Ja, mislim, tudi če samo za omejeno serijo ali kakorkoli, ampak verjetno nekaj bo. Ja, tudi mi se mi zdi to zelo pomembno, tudi ko sem jaz s tem začela, se mi je ta zgodba zdela ful pomembna, da naredim izdelek, ki ima doživljenjsko garancijo, ki je pač, ne vem, na dolgi rok, ne vem, toliko manj plastike pa plastenk, lahko se nekdo izogne, če si pač doma natoči v flaško, ker vse plastenka sama po sebi pač je isto za prenašanje, pa tudi v plastenko lahko večkrat ti napolniš, ampak plastenka za enkratno uporabo je namenjena za enkratno uporabo, zaradi tega, ker pač čez čas, ker je narejena iz toliko tanke plastike, da čez čas ta plastika začne prehajati v tekočino, kar pač je res ni zdravo. In nerjaveče jeklo je poleg stekla edini material, ki ne prehaja v tekočino in je pač res zdravju neoporečen. Super. Ana, zaključiva s vprašanjem, ki je pri nas enako za vse goste, kaj je bila najbolj boleča, pa hkrati potem najbolj dragocena izkušnja v poslu. Ja, bilo je kar nekaj bolečih, no, ampak mogoče bi jaz rekla, da vsa moja izkušnja je bila mogoče najbolj boleča v tem, da ker sem šla v posel, nisem imela znanja in to se mi zdi, da je bilo zelo težko najti nekoga, mislim, presoditi, s kom se povezati, kdo je nekdo, ki ima znanje, kdo je nekdo, ki mogoče več govori, kakor pa dejansko pač potem lahko ti pomaga, ne. Ta sam cikel neizkušenosti v poslu je bil za mene kar zelo boleč. Ker dejansko pač... Zapekla, kdaj? Ja, jaz nisem imela praktično nobenega znanja iz podjetništva, nobenega znanja iz tega, mislim, kako narediti podjetje, vse, mislim, nekako se malo se je pol začelo premikati, ampak sem rabila kar dosti časa, da sem v bistvu prišla na nek nivo podjetnika, ki je to mogoče zdaj malo približno. Še vseeno se mi zdi, da mi ful podjetniških veščin manjka, ker jih pač nekako nimam kilometrine. Vse se mi zdi dolgo že sno manjki, ampak vseeno se mi zdi, da sem pač celo življenje delala v smučanju na čist nekih drugih prioritetah in pa pilila sem čist neke druge kvalitete, in je pač zdaj to res čist drugo. Ampak kar se mi pač tudi zdi pomembno, pa je to, da iz vsake neke boleče izkušnje ali pa iz padca, da ni bil noben usoden, da sem se vedno pobrala in da sem zelo malo kdaj ponavljala napake. To se mi zdi dost moja dobra lastnost, da nisem zdaj večkrat ponavljala nekih napak. Super, naj bo še več dobrih lekcij takih in pa tudi seveda kakšna buška, ker pač je to normalno, zato da naslednje več ne bo, ampak kakšna druga, tako da uspešno še naprej. Hvala, da si bila danes z nami. To je bila še ena epizoda podcasta Moj uspeh, vabljeni seveda k komentiranju, k ocenjevanju. Super bo, če se boste naročili, spremljate nas lahko na vseh platformah, na Spotifyju, YouTubeu, Apple Podcasts. Do naslednjič, uspešno in se beremo in slišimo. Srečno.